dan, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci o pretvoritvi sodnega leta 2016. Gre za reden dogodek v zadnjih letih, ki je leta 2012 nadomestil letna poročila, ki so sicer bila objavljena junija-julija. Sedaj od 2011 nekje naprej nam avtomatizacija in podatkovno skladišče omogoča, da analize upravljamo skoraj neposredno potem, ko se dogodki zgodijo, kar nam tudi omogoča, da smo dogodek otvoritve sodnega leta predstavili na začetek leta, kot ste vajeni že iz prejšnjih let. Tiskovna konferenca sledi internemu dogodku, ki je bil namenjen seznanitvi predsednikov sodišč in predsednikov ter predstavnikov drugih vej oblasti in institucij z rezultati, ugotovitvami, prioritetami in ukrepi sodstva za prejšnje leto in za naslednje obdobje. Prejeli ste sporočilo za javnost. Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša pa bo podrobneje predstavil, o čem je bilo govora danes. Gradivo, celovitejše, imate tudi objavljeno, oziroma bo objavljeno ob enih na spletni strani. Na skrajni levi strani generalni sekretar Vrhovnega sodišča Janko Marinko, predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša na sredini, moje ime je Gregor Stojin, vodja službe za odnose z javnostmi. Besedo bom predal predsedniku Vrhovnega sodišča, opozoril pa bi, da ob enih moramo zaključiti, ko imamo naprej naslednji dogodek. Hvala lepa. Kot veste, danes smo že petič imeli otvoritev sodnega leta. Torej, na tej otvoritvi smo predstavili rezultate, ki smo jih dosegli v lanskem letu, oziroma tudi rezultate praktično v tem petletnem obdobju. Ocenili smo tudi izvajanje prioritet v lanskem letu in določili prednostne naloge v letošnjem letu. Številčni pokazatelji so signifikantni, torej kažejo, v sistem smo dobili nekaj več kot 940 tisoč zadev. V reševanje z nerešenimi zadevami iz prejšnjega leta je bilo v reševanju nekaj več kot 1 230 000 zadev. Na koncu leta je ostalo nerešenih 227 tisoč zadev, od tega nekaj več kot 89 tisoč pomembnejših. Če primerjamo število nerešenih zadev z leti 2010, se je to v skupnem številu več kot prepolovilo. Pomembni odstotki pa znižanja so tudi, če primerjamo za leto 2011. Torej, tudi v razmerju, torej, rezultati, če gledamo tudi rezultate lanskega leta, vidimo, da se je to število zmanjšalo, torej v letošnjem letu nerešenih zadev za več kot 20%. Nadaljujejo se podobni trendi kot v prejšnjih letih, torej prejetih zadev, tako imenovanih pomembnejših, je manj kot v prejšnjem letu. To pripisujemo predvsem dejstvu, da se ustaljuje sodna praksa in da sodstvo hitreje in dovolj kakovostno rešuje zadeve. Namreč prej smo bili deležni očitka, da se število zadev povečuje zaradi tega, ker je nepredvidljiva sodna praksa. Sedaj pa ugotavljamo, da se stvari utirjajo in tudi temu pripisujemo, da se je število zadev zmanjšalo. Pomembno je tudi, da so se skrajšali pričakovani časi reševanja vseh zadev. Ta čas je zdaj krepko pod 3 meseci pri vseh zadevah in pri pomembnejših zadevah je pa nekaj več kot 7 mesecev, torej 7 mesecev in 1/10. V tem delu je ostal na ravni lanskega leta.
Seveda želimo doseči standard, ki smo ga določili v dokumentu oziroma ki je določen v dokumentu Evropa 2020, to je šestmesečno reševanje v roku 6 mesecev, s tem, da pa seveda tukaj to skrajševanje rokov ne more iti v nedogled, ker so tukaj omejitve v procesnih zakonih, končno pa tudi kakovostno sojenje zahteva določen čas. Kar je pomembno, v lanskem letu smo rešili tudi bistveno več teh najstarejših zadev, ki jih imamo v različnih starostnih razredih. Pomembno je bilo znižanje predvsem v razredih od 3 do 5 let, pa tudi od 5 do 10 let. Tukaj govorimo o znižanju, ki je krepko čez 20%. In pri pomembnejših zadevah, kar je tudi pomembno, smo za 8% znižali število nerešenih najstarejših zadev, tako da ti trendi so ugodni. Seveda pa reševanje teh najstarejših zadev tudi jemlje več časa. Zato je to pomembno dejstvo ob upoštevanju tudi tega, da smo lani znižali število sodnikov, na koncu leta jih je bilo 913, tudi sodnega osebja je bilo za 66 sodelavcev manj kot v letu 2014, tako da vse to je potem tudi botrovalo, da je število zadev, rešenih zadev nekoliko nižje kot v letu 2015, ampak ključno pa je, da se ti trendi bistvenega zmanjšanja števila nerešenih zadev nadaljujejo. Za nas toliko opevani sodni zaostanki niso noben problem, ker v bistvu ne govorimo več o tem, ampak samo o pričakovanem času rešitve zadeve. Količinsko so zadeve zdaj popolnoma obvladljive in zato je tudi povsem logično, da smo se v letošnjem letu, ko govorimo o prednostnih nalogah, torej usmerili predvsem v kakovost. Lani smo posebej spremljali tudi dve področji, to je področje izvršbe in področje insolvenčnih postopkov. Na področju izvršbe je z različnimi ukrepi, tako normativnimi, organizacijskimi, poslovnimi, informacijskimi, prišlo do tega, da se je to število bistveno znižalo. Tako da mislim, da je teh zadev nerešenih okrog 90 tisoč. Tako moram, stara glava ne drži vse podatke, mislim, da je tako. Seveda, kar je pa pomembno, da je bilo v letošnjem letu tudi rešeno več zadev na izvršilnem področju kot v lanskem letu, ne glede na to, da je bil pripad manjši. Pri insolvenčnih zadevah se je število zadev prejetih umirilo, tako da je bilo stečajev za pripravljene osebe za 14% manj kot leta 2014 in za 3% manj je bilo tudi osebnih stečajev. Tukaj je treba povedati, da je po našem mnenju tudi neustrezno vodenje oziroma ureditev sodne statistike botrovala neki napačni predstavi, da sodstvo ne obvladuje zadev na področju insolvence, ker že implementacijska skupina pri Ministrstvu za pravosodje, zadolžena za spremljanje tega področja, je ugotovila, da se sklep o uvedbi stečajnega postopka zoper pravno osebo uvede v 49 dneh, zoper torej osebni stečaj pa v 20 dneh, poznejše dogajanje pa praktično ni več v rokah sodišča, ker zadeva ravnanje stečajnega upravitelja, torej in unovčevanje stečajne mase, oziroma ko gre pa za osebne stečaje, pa za preizkusno dobo, ki je najmanj 2 leti oziroma največ pa 5 let.
Na teh dveh področjih smo ugotovili, da je to izboljšanje tolikšno, da ni več nobene potrebe, da bi jih posebej izpostavljali, s tem, da projektne skupine jasno bodo spremljali dogajanje in bo to prišlo v redno prakso sodišč, kjer bodo predvsem zadolženi predsedniki, da bdijo na tem, kako se te zadeve rešujejo. Seveda opozorili smo tudi na dejstvo, da imamo precej neuravnoteženo kadrovsko starostno strukturo sodnikov, ker, kot veste, izjemno malo sodnikov prihaja v sodni sistem, torej mladih sodnikov. Predvsem v tem razredu od 30 do 34 let, pa tudi od 34 do 44 let se to število relativno zmanjšuje, dočim se pa število v starostnem razredu od 60 do 70 let bistveno povečuje. Te diskrepance seveda potem perspektivno gledano onemogočajo sprotno prenašanje znanj starejših na mlajše, na nove oziroma sodnike, ki tudi menjujejo področja. Kot sem že povedal, za nas količina zadev oziroma število zadev ni več problem, tako da smo se že lansko leto usmerili predvsem v kakovost. Tudi smo povedali, da gre predvsem za srednjeročni ali pa celo dolgoročni razmislek in v letošnjem oziroma že konec lanskega leta in v letošnjem letu smo tukaj storili že konkretne korake. To izboljšanje želimo doseči predvsem na kar zadeva samo sodniško delo. Tukaj so predvideni projekti, ki zadevajo nove sodnike in sodnike, ki menjajo področje, njihovega izobraževanja, vodenja, tudi predvsem prenašanja znanj s starejših kolegov na mlajše. Potem pomembno področje je tudi, kjer želimo storiti napredek, je pisanje sodnih odločb, da bodo te bolj razumljive povprečnemu človeku in tudi napisane s takim jezikom. Dalje tudi program supervizije, to je spet gre za skupinsko različico, kjer starejši kolegi prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše kolege. Naslednja prioriteta, ki jo vidimo, je izboljšanje kakovosti, to je, kar zadeva sam postopek. Prvi segment zadeva se nanaša na sodno osebje, namreč opažamo tukaj, da večina naših sodelavcev iz vrst sodnega osebja prihajajo, ne da bi imeli ustrezna znanja na pravnem področju in se potem šele v sistemu na to priučijo, kar je seveda z vidika učinkovitosti sistema in tudi izrabe kadrov, torej zagotovo ni optimalno, torej nimamo niti ustreznega šolanja tako za to vrsten profil, da pričakujemo, da se bodo te stvari vendarle rešile. Naslednje področje z vidika kakovosti je usklajevanje sodne prakse. Torej, tudi tukaj smo že v predlanskem letu storili določene organizacijske premike, tako da smo naš evidenčni oddelek nekako razbremenili vseh zadolžitev, ki so povezane z delovanjem informacijske tehnologije oziroma CIF-a, in tako da se posveča samo enotnosti sodne prakse in razvoju prava. Zdaj, kar zadeva poenotenje sodne prakse na horizontalni ravni, smo na Vrhovnem sodišču dali pobudo Ministrstvu za pravosodje za spremembo zakona, torej, ki naj bi imela za posledico uvedbo tako imenovanih razširjenih senatov kot nekega bistveno bolj elastičnega instrumenta od dosedanjih pravnih mnenj oziroma ki so bila sprejemana na občnih sejah.
tako da pričakujemo, da bo ta zakonska sprememba potem tudi prispevala k temu, da se bo tudi Vrhovno sodišče lahko hitreje in dosti elastičneje odzivalo na določena vprašanja povezana z poenotenjem sodne prakse. Prav tako naš evidenčni oddelek je vzpostavil tudi ustrezne mehanizme, torej z višjimi sodišči oziroma tudi sodišči prve stopnje, tako da so tam tudi določeni ljudje, ki se ukvarjajo samo s temi vprašanji in pač tudi posredujejo evidenčnemu oddelku svoje zaznave o morebitnih razlikah v sodni praksi. Prav tako nadaljujemo z objavljanjem sodne prakse, kot veste, torej objavljajo se vse odločbe, torej Vrhovnega sodišča in tudi višjih sodišč, tako splošne kot tudi obeh specializiranih. Objavljajo se tudi s polnimi imeni, torej članov senata in to je, mislim, da teče že 3. leto, tako da vsi ti očitki, češ, da je to netransparentno, to ne drži več. No in kar zadeva izboljšanje kakovosti postopka, smo lani tudi določili časovne standarde. Torej, govorim o tem, da smo jih določili na Vrhovnem sodišču, z Ministrstva za pravosodje še nismo dobili soglasja, torej, kakor je meni znano, Ministrstvo za pravosodje potem te standarde posredovalo v mnenje tako odvetniški zbornici, državnemu tožilstvu, pravobranilstvu, pa tudi sodnemu svetu. Pri določanju teh časovnih standardov smo izhajali iz realnih podatkov za leto 2014 in 2015 in seveda določili tri kategorije sodišč, torej A, B in C, glede na čas reševanja zadev. V bistvu pa ti časovni standardi pomenijo nekakšno predvidevanje oziroma pričakovanje, v katerem času morajo sodišča rešiti 50, 75 oziroma 90% zadev, ki jih dobijo. Za nas je popolnoma tudi jasno, da tista sodišča, ki še niso v zadostni meri oziroma ki so manj obremenjena, da tam ne more biti nobenih izgovorov, ampak morajo biti zadeve praktično razpisane takoj, ko je to mogoče, in tudi vse starejše zadeve, torej, ki so pendentne, torej, ki jih je mogoče reševati, jih morajo sodišča rešiti. To je edini lahko izgovor, potem izgovor pač, da ni dela, absolutno ne drži. Pomembno izboljšavo želimo doseči tudi ko gre za udeležence v postopkih, torej ko gre za tako imenovano postopkovno pravičnost. Namreč zavedamo se, da ljudje pač, ko vstopajo v ta sodni mehanizem, da to jemljajo kot nekaj odtujenega, tudi z določeno tesnobo. In seveda je treba storiti tudi določene korake, pač, da tako stanje preidemo. In v tem smislu predvsem smo že v lanskem letu, pa tudi leto prej izdali ustrezna pojasnila oziroma tudi neke vodnike za prvo za otroke, lani pa za gluhe in naglušne oziroma za slepe in slabovidne, ki jim pomagajo pač, da se v tem sodnem mehanizmu oziroma da se v postopkih in končno tudi v sami stavbi lažje znajdejo. Potem želimo doseči tudi to, da bo vsakdo, ki je pač udeležen v postopku, dobil informacijo čim prej, da mu bo tudi jasno pač sama razporeditev prostorov, da bo že pri varnostni službi dobil te podatke in podobno. Letos smo oziroma letošnjem letu ponavljamo, torej že teče merjenje zadovoljstva uporabnikov, namreč to longitudinalno delamo na vsake 2 leti, skušamo ugotoviti torej tako notranja, zunanja javnost,
stroka, kako vidijo naše delovanje na podlagi pač teh opažanj. Tokrat to dela fakulteta v Novi Gorici. Bomo potem seveda tudi potegnili ustrezne zaključke, jasno bomo pa tudi javnost s temi izsledki obvestili, čim bodo na voljo. Ugotavljamo tudi, da se ne glede na izboljšanje rezultatov sodstva, da se pač ugled, da se ugled ne izboljšuje, celo nasprotno, pač in avtoriteta in ugled sodstva pada. Ne glede na pač neko negativistično vzdušje, ki ni taka redkost v državi, nas vseeno to nas skrbi, oziroma to pomeni problem, ker enostavno pomeni, da od našega dela ni veliko odvisno, kakšna bo naša percepcija v javnosti. Zato je ena od prioritet, ki smo si jo zastavili, tudi krepitev zaupanja javnosti v sodstvo kot poseben projekt, kjer bodo pritegnjeni tudi drugi deležniki, pa tudi javnost, tudi civilna družba. Na drugi strani pa seveda želimo tudi okrepiti notranjo povezanost, torej znotraj sodišč. Ocenjujemo, da s temi ukrepi krepimo tako položaj sodnika kot tudi sodstva. Štejemo, da gre za pomembne izzive in prepričan sem, da bomo v odgovorih nanje tudi uspešni. Mogoče toliko za ta začetni del. Hvala lepa. Kot rečeno, precej podatkov imate v gradivu, ki ste ga dobili, oziroma je dostopno na spletnih straneh. Zdaj je pa čas v bistvu za vaše vprašanja. Če sem vas prav razumel, sodnih zaostankov ni več. Ja, mi te kategorije kot sodni zaostanek več ne vodimo. Torej, za nas je zdaj ključnega pomena pričakovanje čas rešitve zadeve. Seveda, če pa gledate sodni zaostanek kot zadevo, ki je starejša od 6 mesecev, pa seveda ne moremo govoriti o tem, da jih ni. Jih je pa bistveno manj. Mogoče dodatno pojasnilo. Sodni zaostanek je večinoma šteta zadeva, ki je starejša od presečnega datuma 6 mesecev. Tukaj to približevanje 6 mesecem je trenutno omejeno zaradi predvsem zakonskih omejitev. Na tem logističnem, organizacijskem, informacijskem nivoju se minimalni premiki dosegajo v zadnjih letih, ampak v zadnjih 4 letih, recimo, če so širše kategorije kot sodni zaostanki, so nerešene zadeve. To so pa tudi zadeve, ki so en dan stare, se je pa 400,000 na okrog 220,000 znižalo število, kar je hud podatek pravzaprav. In iz vidika strank, to, da je neka zadeva sodni zaostanek, jim ne pomeni toliko, koliko pa je pričakovani čas za rešitev zadeve, ki ste jo vložili na sodišče. Prosim. Skratka, sodni zaostanki so še niso pa več sistemski problemi. Tako. Mastišan, če lahko prosim samo še malo poveste tukaj, ker ste prej končali, rezultati so veliko boljši, mnenje javnosti nekako o tem, kako sodstvo naj bi slabo delalo, pa še vedno ostaja. Tukaj ste sicer tudi nekaj nakazali, kako bi lahko to rešili, ampak kako pravzaprav je mogoče po vašem mnenju sploh obrniti mnenje javnosti, da bi drugače razmišljali, oziroma da tudi se imamo tudi nosilce političnih funkcij, ki tudi grdo govorijo o sodstvu. Kako pravzaprav narediti preboj z vaše strani oziroma strani sodstva, glede na to, da rezultati so boljši, mnenje o sodstvu pa vedno slabše. Hvala.
Ja, vprašanje mislim, da je na mestu tako glede sodstva, kot tudi stanja v državi, ne? Torej, ker stanje v državi zanesljivo ni tako dramatično ali pa slabo, ne? Če primerjamo tudi s tem, kako se živi v drugih državah, pa recimo potem ocene pa so pri nas popolnoma drugačne, čeprav mislim zdaj neka raziskava, ki je bila, da je celo pokazala, da smo kar zadovoljni Slovenci pač s tem, kako živimo, da smo nekje na sredini, kar je spodbuden podatek. Torej, sodstvo ne more diktirati tega diskursa, ker če hočemo ohraniti oziroma ta videz, tudi videz nepristranskosti, če hočete, ne, in tako da praviloma se dogaja, da pač drugi narekujejo ta diskurs in je naša pozicija potem praktično defenzivna in vemo pa, kako je, ne, tist, ki servira, tisti ima prednost, če ni na drugi strani Djokovic, ne, tako da saj pravim, z naše strani mi lahko naredimo samo to, da bomo bolje delali, tudi da bomo dosti bolj skušali biti prijazni oziroma da sistem bo prijazen do udeležencev v postopkih, nasplošno do ljudi in da bo ta stvar se razvijala tudi v smeri neke empatije, ki nekako naj bi bila imanentna vsakemu človeku. Seveda so pa tudi druge silnice, ki narekujejo nek drug ritem in na te pa več kot toliko mi ne moremo imeti vpliva. Naše je pač, da lahko naredimo, da delamo kar se da dobro in seveda, da v okviru teh spretnosti, ki veljajo na medijskem področju, da tukaj nekoliko svoje delovanje intenziviramo. Ampak vse veste, kako je. Včasih so rekli, kar ni v spisih kot in actis non est in mundo, danes je drugače, kar ni v medijih, praktično ni v svetu. Ne. Tako da mi lahko samo odgovorimo z dobrim delom in ustreznim odzivanjem. Zdaj upamo tudi, nekako pričakujemo, da bomo uspeli spremeniti tudi na določbo sodnega reda, torej, ki jo onemogoča, da bi sodstvo oziroma sodišča dali kakršnokoli pojasnilo v zvezi z določeno zadevo, preden je ta vročena stranka. Zdaj, seveda stranke pa potem narekujejo tisti ritem in tisti diskurs, ki njim ustreza in smo mi potem za korak prekratki, tako da mislimo, da se da tukaj neko dostojno informacijo dati, ne da bi se tudi spuščali v samo vsebino konkretne zadeve, ampak na neki načelni ravni, saj Vrhovno sodišče lahko v vsaki zadevi da informacijo pravočasno, ne da bi pri tem pač prišlo do kršitve pravic kogarkoli. Rekli ste, da se boste tudi trudili biti bolj prijazni do strank, to se pravi do uporabnikov ali pa ljudi, ki se znajdejo pač v kazenskih postopkih. Jaz tukaj, ne vem, če to ravno samo za vas vprašanje, vsekakor ni, ko govorimo o žrtvah prometnih nesreč, ki nimajo pravzaprav nobenega statusa, razen da so tisti, ki so poškodovani, so seveda stranke postopkov, njihovi svojci, pa ne. Tudi kasneje vemo, da nimajo možnost nekih pritožb preko svojih odvetnikov na višje inštance in to. Ne vem, ali se nakazuje kakšna možnost, ali pa tudi se jih ne obvešča, ko potekajo neki določeni postopki in tako naprej. Če tudi recimo Vrhovno sodišče tukaj lahko karkoli pripomore, da bi se nekaj sistemske ravno spremenilo, vem, da ni to samo v vaši moči. Hvala. Ja, seveda lahko tukaj pripomoremo, samo koliko je meni znano še iz nekih prispevkov kolegice Jelen Spuklavčeve že pred leti. Ona je pač striktno zagovarjala to, da je treba vključiti pač oškodovance in pokazati do njih seveda tisto nujno občutljivost in tudi pozornost, ne, ker vsak, ki je žrtev kaznivega dejanja, jasno, da nekateri so potem žrtve še v postopku samem, ne, torej, ko gre za kazniva dejanja druge, recimo za spolno nedotakljivost in tako dalje, da tukaj treba biti še posebej občutljiv in seveda
To mora biti, se strinjam, mora biti sistemsko rešeno, ampak mora biti tudi v človeku, torej v sodniku, da pač ti prepoznaš v drugem te njegove občutke, čeprav seveda ni nujno, da potem, da se ti s tem strinjaš, ampak ko gre za žrtve, pa jasno, da je treba pokazati en tak odnos in tisto žlahtno empatijo. Recimo, ko sem tudi članica Zavoda Varno pot od prvega dne, napisala sem knjigo že tako prometnih nesreč, vseeno pač vidimo, da tudi nekateri sodniki, ampak tukaj gre stvar, ko ste rekli, za subjektivno oceno vsakega sodnika, nekateri rečejo, zakaj bi pa to prednostno obravnavali, da to tudi pač ni v nekem sodnem redu, da se pač prometne nesreče, razen seveda tiste, ki so smrtni, na primeri prednostno obravnavali. Tako da tukaj verjamem, da bi se dalo kaj več narediti, ne. To se pravi, gre za svojce ljudi, ki so bili poškodovani, ki so umrli v prometnih nesrečah, ki nimajo pravzaprav nobenih pravic v kazenskih postopkih, razen to, ne vem, če je nekdo umrl, da lahko preglasijo odškodninski zahtevek, kako v tej smeri. Hvala. To je bilo vprašanje? Ne. No, primer takšnega, kar je bilo storjeno, je bilo to, kar je predsednik povedal, torej pomoč slepim, gluhim, slabovidnim, a ne, to je ena taka ranljiva skupina ljudi, ki redko pridejo na sodišče, kaj pridejo pa pravzaprav nimajo prav dobre podpore, kako lahko sodelujejo v postopku. Gotovo je ta skupina, ki vi omenjate, je še ena takšna, ki bo gotovo v razmisleku. Trenutno zadeva ni tako daleč, da bi imeli že za vsako tako skupino neke rešitve pripravljene. Govorimo pač o nekih načelih, kako se lotiti tega. Postopkovna pravičnost pravi ravno to, eno od načel je to. Udeleženci v postopku in javnost so ves čas obravnavani spoštovanjem njihovega človeškega dostojanstva. Udeležencem se zagotovijo vsa potrebna pojasnila ob ohranjanju nepristranskosti in enake obravnave in tako naprej. Torej iz tega bomo izhajali in potem bomo šli postopno, tako kot je naš način ustaljenega dela, projektno, kar pomeni, da se pripravi ustrezna dokumentacija, da se v tej dokumentaciji identificira cilje, ki jih želimo doseči, s kom moramo sodelovati, da bomo te cilje lahko dosegli in potem se takšna rešitev tudi implementira. Tako da, torej, gotovo je to ena od skupin, ali je to zdaj tista, ki bo prva na vrsti, vam težko rečem, ker bo to stvar tega projekta, ki bo zdefiniral, kdo in katere skupine so prve ciljne skupine, kje bo največji učinek z vloženim delom in tako naprej. Cevka pri nekih razmislekov je tukaj, ne, ki so potrebni. Vsekakor pa tako, kot ste sami rekli, je to tipičen primer, kjer pa ni samo sodstvo tisto, ne, kjer so pa še nekateri drugi. Kolikor vem, policija je že nekaj naredila na tem področju, morda potem čaka tudi, ne vem, tožilstvo, pa tudi sodstvo, gotovo. Hvala lepa. Prav gotovo ne gre samo za kazenske postopke in prav gotovo, kot rečeno že v začetnem izvajanju, ne samo za odgovornost sodstva, ampak tudi drugih deležnikov. In tu seveda upamo tudi na konstruktivno podporo in sodelovanje medijev, pač, da se ne ukvarjamo s konkretnimi zadevami, ampak tudi enim širšim razmislekom, kako zagotoviti prepoznavnost resničnosti nekaj interesov. Naprej mogoče, še kdo kaj? Jolanda? Jaz sem hotela samo vprašati glede tega zaupanja v sodstvo, ne, mnogega. Verjetno si boste največ zaupanja ustvarili ne s hitrimi odločitvami, ampak s pravilnimi. A imate mogoče podatke, koliko zadev je recimo padlo na drugi stopni, pa potem koliko je bilo uspešnih zahtev za varstvo zakonitosti lani na Vrhovnem sodišču, kajti to je še pomembnejši del kot hitrost odločanja, ne, pravilnost odločanja, ne, zaupanje se vzpostavlja takrat, kadar padejo prvostopenjske sodbe na drugi stopnji ali celo potem na Vrhovnem sodišču v zahtevi za varstvo zakonitosti. Imate tudi te podatke za lani? Sedaj ne, ti podatki bodo v letnem poročilu o delu in uspešnosti dela sodišč. Torej maja bodo na razpolago, kot so biti v lanskem letu, bodo tudi letos. Ta dokument je dokument, ki pravzaprav temelji na nekih osnovnih analizah, preko katerih pridemo do tega, katera so tista področja, ki zahtevajo posebno pozornost v določenem letu. In zato se v takšne podrobnejše analize ne spuščamo. Zdaj, seveda, čim je pa govora o kakovosti in je eden od ukrepov, s katerim želimo dvigniti to kakovost, je to, kar je tu napisano, sodna odločba. Eden od ukrepov je sodna odločba, torej ukrep, ki je usmerjen prav na to, kako izboljšati kvaliteto sodne odločbe z vseh
možnih vidikov. Eden seveda, sploh v perspektivi sodnika, je ta, da je odločba taka, da vzdrži preizkus s pravnimi sredstvi. Ampak vmes so tudi druge stvari, ne, da je napisana tako, da je povprečnemu človeku razumljiva, da ni pisana v nekem pravniškem žargonu, da je kratka. Ugotavljamo, da imamo težave z dolžino naših sodnih odločb. Cel kup vidikov je, na katere bo usmerjena in seveda, ko se bomo s tem pogovarjali, bo gotovo ena od stvari tudi ta delež zadev, ki so pri pravnimi sredstvi razveljavljena, spremenjena in razlogi, zakaj pride do takšnih sprememb. Seveda se strinjate, da je to zelo pomembno. Seveda, ampak tisto, kar smo prejšnje leto ugotavljali, je pravzaprav primerjava z Nemčijo, recimo, ki je sicer zelo težko napraviti, zato ker je vsak pravni sistem zase, ni pokazala kakšnih bistvenih odstopanj. Tu se morda vzbujajo neke napačne vtise, kot da so pa obstajajo pravni sistemi, kjer pa praktično ni razveljavitev. Takih sistemov ni. Podatek za Nemčijo je bil pa takšen, da se gibljamo približno na enakih ravneh razveljavitev. Na enakih ravneh se gibljamo tudi, kar se tiče razveljavitev se strani ustavnega sodišča, nemško ali pa slovensko ustavno sodišče, približno enak delež zadev razveljavita. Tudi tu ni kakšnih resnih, izrazitih odstopanj. Tako da morda je en del v tem, da se realnost primerja z nekim idealnim stanjem, ki ga pa nikjer ni. Tu bi mogoče sam dodal nekaj, kar se zvezi s tem, kaj je to, kar ustvarja zaupanje ali pa ne zaupanje. Da se izpostavlja to, sami si boste lahko samo ustvarili ugled s svojim delom, nikjer se pa ne upošteva, koliko lahko kdo zruši ugled. In ravno v zvezi s sodstvom, že Evropska konvencija za varstvo človekovih pravic in svoboščin predvideva v drugem odstavku 10. člena tudi določene omejitve svobode govora, ki pri nas niso nikjer implementirane. V drugih državah je pa zelo jasno za recimo člane odvetniške zbornice, da ne morajo vsake stvari govoriti izven sodne dvorane v zvezi s konkretnimi postopki. Pri nas takšne ureditve, ki bi morali biti na zakonski ravni, ni in smo ena redkih držav, ki pač dopušča potem, da se interesi tudi na takšen način promovirajo, seveda v škodo zaupanja v sistem. Ampak se je to tudi sami pravite v sodstvu, da zaupanje si boste najbolj zgradili s svojim delom. Tako, samo nobena stvar ni črno-bela, ne moramo gledati samo enega vidika. Moramo gledati celotno sliko in pač lahko dela še ne vem koliko, če te nekdo pride s kamionom nečesa. Če ni dodatnih vprašanj, se vam zahvaljujem za obisk. Če bodo še mogoče kakšne dopolnilne vprašanja v zvezi z gradivom, smo na voljo vam službi za odnose z javnostmi, kontaktni podatki imate. Domačem poslanju.